Ciao Eliani! Pejca Majka, pridi, pej. Alenka tukaj in na vrsti je en izmed unih veselih videov. Ta je v bistvu kind of part 2 tistega 10 laži, ki so nas naučili v šoli, zdaj bo spet 10 laži, maybe 11, 12, 9, tam nek. Ampak, ker so nam jih povedali starši, ki smo bili mi še otroci. In je ful tak relatable, res je relatable, sploh zdaj prva točka sem jaz vno, oh my freaking god, in težko je priznati, ampak ene izmed teh stvari pač ostanejo z nami forever in jaz šele zdaj, ko sem to prebrala, prvič sem bila vno prepričana in mi je bilo jasno, da to nikdar ni bilo res. Ves žal po temu videu je, da spodaj komentirajte, kaj tazga so se vam starši lagali, da najdemo čim več unih skupnih. Sprav tisti komentarji, ko je doba lajke, vemo, da so nam to starši govorili, pa smo mogoče pozabili, ampak no, ker smo vsi verjeli in so tako brutalno smešne stvari, tako da. Gremo v video. Prva točka. Če se v bazenu polulaš se voda, ki je polulana v barva rdeče barve oziroma neke druge random močne barve, da vsi vidijo, da se spolulo oziroma da varnostnik vidi, da se spolulo. Ok, to je tako, ker sem jaz fucking cel life verjela, da je to res. To je ena izmed unih stvari, ki sem pač forever verjela. Pač ni prišlo do une točke vmes, ko bi rekla, to se zih ne dogaja, pač zihr nisi pač. Opet, dej, please, tisti, ki ste to že kdaj slišali, lajkajte ta video, ko po mojem bo tako ful lajkov. Tisti, ki pa hoče, da vaši otroci ali pa sestri pa bratrce mlajši, pa karkoli že imate, če hoče, da to še zmer verjamejo, pač ne jim pokazati tega videa, I guess, da nam je lulalo v bazene. Fact number 2 in sicer, če boš dosti jedel korenje, boš dobil nočni vid ali pa saj začel ful dobro videti oziroma dobro videti, kakor zajec, pač nekaj od tega. Fora pri korenju je, da vsebuje A-vitamin in A-vitamin spodbuja boljše zdravje oči. S tem, da ima tudi korenje veliko beta-karotena in ta beta-karoten potem telo proizvede tudi v vitamin A, tako da nekaj je na tem. Točka 3 in spet točka, ki so jo govorili tudi meni, že 3 zaporedoma so govorili meni in sicer, če pogoltne zvečilem, ker sem jaz, ne vem, zakaj zdaj že vek kažem, why Alenka, why? Nekaj, kar sem jaz v življenju dostikrat naredila, večinoma pomoti, ker nekaj govorim in ker naenkrat lookinga ni več. Ups. Ja, v glavnem prepričanje je bil, oziroma starši so nagovorili, da bo ta zvečila nastal v naših trebuhih oziroma želodcih 7 freaking let. In to je tudi ena izmed unih stvari, ker dokler nisem specifično prebrala, da to ni res, sem pač verjela, da je načeloma nekaj na tem. Ampak najbrž, če bi jaz to počela in da bi vsi ostali 7 let v želodcu, imela zdaj poln želod za žvečilna, tako da. Kaj se dejansko zgodi, naš prebaven trakt in želodec dejansko sam bum, potisne žvečilo naprej ven in ga pokakaš, ker basically to najmanj uporabna stvar, ki bi si jo naš trebuh želel imeti. In basically niti ne mela, nad sam ven potisne in to je to, kar je full over, tako da. Ja, ne se toliko bat. Je pa še en fun fact, ki mene zadnje čase res mede, verjetno kje to piše, pa nisem šla brati, ampak vi mi napišite in povejte mi, kam da heck v smeteh vržeš zvečilele. Jaz sem prvo rebel, da sem mislim, to je tako umetna stvar, najbolj pač vržem v embalažo in to tudi počnem, tako da kam ga vi vržete. Četrtič. Ta me vedno spomne na Frence in na Rosoga pod Monike psa Čičija. Če veste, o čem govorim, ko vam rečejo starši, ne, ni umrla žival, peljali smo jo nekam na eno farmo, ker ima ful boljše življenje, pa ful živalce tam, pa vsi se igrajo, pa ljubijo med sabo, pa ful forever bo uživala tam, pa ne vem kaj. Mislim, da se celo meni nekaj tazga zgodilo na eni točki, ampak sem tako preblisk spominam, ker vem, da sem imela občutek, mačke neki je in pa me mami z neko stvarjo tako potolažila, sem tako, ok, v redu je. Pač nisem se poslovila, ampak verjamem, da sem še smer dobro. Anyways. Ja, to je pač najbolj se gotovilo na situacija, ker živali umrejo ali pa jih je treba usmrtiti iz različnih razlogov, tako da je, sorry guys, ni na farmi. Točka 5, da je brutalno relatable, meni se je to je ena izmed unih, ki sem jo ful dolgo verjela, pa še poj kasneje sem imela strah, zakaj kar nekaj govorim, najprej povem, kaj je. Če boš delal to faco, naprimer crossed eyes, se pravi, da škilaš ali pa karkoli v glavnem, da se nekaj pačeš, kaj sem že spočela? Aha, z nosom sem skozi počela, ko me je srbel. In pač starci so odločili, da nas je najboljše ustrašiti na ta način, da rečejo, da bomo forever ostali taki, se pravi, da bojo oči ostale skup ali pa da bom jaz si, ne vem, raztegnila nos ali karkoli so mi že rekli, jaz sem dejansko verjela in pa si nehal to delati. Fak, otroke je toliko lahko manipulirati. Jesus Christ. Pa dober statement prebrala na internetu in sicer naše mišice oziroma mišice tudi v našem obrazu so full elastične in raztegljive, torej karkoli dela z njimi bo skočila nazaj v prvotno stanje. Hvala Bogu. Drugače bi bil Jim Carrey vas popačen. Upam, da ste dojeli, o čem govorim. Šestič.
Tle najbolj že združim še eno, ki sem jo imela, pa jih bo na koncu res samo 10, ker je v bistvu ista stvar, ampak tega jaz nisem pričakovala. In sicer, če gledaš v temi televizijo ali pa če gledaš televizijo od blizu, če bereš ali rišeš v temi oziroma pri slabi luči, da se ti bo vid pokvaril ali pa poslabšal ali pa karkoli že, ne drži. Što se da ja, pač mišice se mučijo, sploh če gledaš preveč blizu ali pa če preveč zenice krčijo, ožajo, kakorkoli že, oziroma odpirajo v tem primeru, da sprejme svetlobo, ko gledaš v temi ali pa ko gledaš preblizu. Vse, kar ti lahko najbolj hudega povzroči, je kakšen glavobol, namreč niso to take stvari, ki bi pustile trajne posledice, torej da bi se izključno zaradi tega poslabšal vid. Zdaj, tisti, ki se res poznate, komentirajte, če je to fakt, ker jaz težko verjamem, da nikakor. Kaj pa je vpliva na naš vid, basically, da se poslabša, ali to prije z leti, ali kaj, ne vem. Ok, točka. Jeez, upam, da je 7. Upam. Čokoladno mleko pride od rjavih krav. Oziroma v našem primeru milko dobivamo iz krav, ki so vijolične, z belim pikom. Zdaj, mogoče se to vam zdi, oziroma Slovencem nasploh, ker basically vsi živimo na eni veliki vasi, ker res Slovenija je pač res next standard of greenery, pač res smo taka kmetijska država, veliko kravic, veliko živali posod, ampak nekateri ne živijo tako, recimo 7% populacije Amerike je po teh testih še vedno mislilo, da dejansko čokoladen mlek pride od rjavih krav, tako da ni toliko zelo samoumevno, da to ne bi otrok mislil dejansko, ali pa iz milke. Mislim, brutalno, ker to folk dejansko misli. Točka 8. Če poješ nekaj, ker vsebuje semena, naprimer, to so večinoma, se mi zdi, govorilo za lubenico, ti bo ta seme v trebuhu zrastel in pač ti bo v trebuhu zrastlo to sadje oziroma lubenica ali karkoli si že jedel. Jaz sicer ne vem, zakaj bi se starši to lagali. Jaz se spomnim, da sem to slišala na eni točki kot otrok, da mi je bilo to nekaj najbolj bizarnega in groznega, to je bilo pač ono kao mož peške pluvati ven. Mislim, da je bilo to na podlagi češenja ali nekaj takega, ker je lihuno. A boš pojedel ali ne boš, pač načeloma res mogoče ni najboljša izbira, da poješ čiste velike peške, ampak pri lubenici, zakaj bi starši to probali preprečiti, če ni nič narobe, če jih poješ, pa itak so pač I don't know. Ja, kaj? 9. Ta je tak cute, ono. Najbrž izvira iz pa ne vem, če najmlajše generacije, ki mene gledate, sploh poznate to risanko oziroma knjigo pač Vstržek. Jaz vem, da so mi starši govorili, da če lažeš, bo nos rasel in jaz sem verjela to včasih. Lagala sem se in mami vedela in me gledala, le ko je nos rase. In sem bila ono, fakt, ne, nočem biti večjega nosa, že dejansko si se ustrašila, tako da ja. So vam tudi to govorili? Predvidevam, da logično to izvira iz Vstržka, ne, Pinokio, I guess, mislim. Točka 10. Ta je tako svetovno, aleluja, relatable. Ta je res ono, to morate vsi slišati. Predvsem punce, definitivno predvsem punce, tudi fantje, da boste vedeli, da vemo, ker ta je ona tok legit. Ni nujno, da so vam to starši povedali, da so vam vaši mladi kolegi, da so vam učiteljce, whoever the fuck, ampak je tok legit in sicer, če ti fant nagaja, te osvaja. To je ono, ok, ko smo otroci, prvo ni nujno, lahko da je največji bullying ti teži, lahko da ti teži, ker mu greš toliko na živce, lahko da ti pač nagaja dejansko zato, ker se mu všeč. In ko sem bila že otrok, sem imela to logiko v glavu zmedeno, če mi nekdo nagaja, sem rekurno, oh my god, he likes me, žuno, to je lahko največji fail, ki se ga govoriš takrat, ampak najbolj brutalno je to, ker se to prepričanje prenese v našo staro, ker smo odrasli. In fora je, da zaradi tega se rodijo marsikateri toksični odnosi, ker ženska živi še vedno globoko v sebi, ima ta prepričanje zasidra, da če on jo pa tepe, če on pa ne vem, kaj počne z njo, da sem šla malo dark side, ampak je fact, še vedno imamo v glavi to ljubezen. Izkazovanje čustva na tak način. Najhujše potem še to, ker pride do toliko slabih začetkov zvez, ker to, da moški žensko ignorirajo ali pa se grejo neke igrce ali pa mu preprosto ni toliko všeč, si ženske še vedno govorijo, ne, tako se obnaša lik zato, ker sem mu všeč in to se dejansko prenese potem naprej na odrasle ljudi. In še 11, ker veste, da vedno dodam eno dodatno in je po možnosti malo random, ampak še zmeraj tajuno. Legit. Ko te starši rečejo, ko boš odrasel pa ko boš imel svoj denar, si boš to sam kupil.
Ne, mami, ne bom si mogel tega nikdar sam kupiti. Anyways, to je to za ta video moje alieni. Ta bi močkam bolj vesel, naslednji bo spet bolj scary. Mislim, da ga že zdaj grem snemat, tako da do naslednjič radi samejte, narište mi še kakšno hudo alien slikco, zdaj ste mi jih milijon poslali in to ful cute. In pa naredim kolažke in jih objavim na story, ker jih je ful so cute. Pa v Minecraftu, pa na list papirja, pa mene photoshopirate, v glavnem res amazing. Hvala za vse, če koga pozabim objaviti, ne biti jezni. Bye!